Slovenija in Hrvaška z roko v roki za evropsko prihodnost Zahodnega Balkana. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je danes na delovnem obisku v Zagrebu prvič sestala s predsednikom Republike Hrvaške Zoranom Milanovićem. Na predstavitvenem obisku sta sogovornika spregovorila o odnosih med državama, o aktualnem dogajanju na Zahodnem Balkanu in o sodelovanju predsednikov držav iz regije v okviru procesa Brdo-Brioni. Dotaknila pa sta se tudi gospodarskega sodelovanja med državama in varnostne situacije v Evropi, ki jo pretresa vojna v Ukrajini. Zagreb, 1.2.2023. Sporočila za javnost. Predsednica je že 1. januarja 2023 skupaj s predsednico Evropske komisije in hrvaškim premijejem na mejnem prehodu Obrežje Bregana Hrvaški čestitala ob vstopu v šengenski režim in ob prevzemu evra. Leto 2023 simbolno predstavlja dvig zapornic in padca tehničnih ovir na meji med državama. Predsednica Pirc Musar pa je ob tem sporočila: Želim si, da bi tudi mi v politiki gradili trdne mostove prijateljstva med sosednjima narodoma in da bi tudi pristopili k obnovi mostov na državni meji, ki so potrebni obnove, in k reševanju odprtih vprašanj med državama. Po predsedničinem mnenju sicer ni dobro, da nekatera nerešena in zelo pomembna vprašanja še po 30 letih obremenjujejo naše odnose. To velja tako za mejno vprašanje, ki ga je treba zaključiti in izvršiti v skladu z mednarodnim pravom in arbitražno razsodbo, kot za vprašanja nasledstva. Je poudarila na novinarski konferenci po srečanju in pozvala obe vladi, da v dialogu pristopita k reševanju še odprtih zadev. Slovenija in Hrvaška sta močno gospodarsko prepleteni in uvedba evra bo močno olajšala tudi poslovanje slovenskih podjetij na Hrvaškem. Ob tem pa je Slovenija zainteresirana tudi za nadaljevanje tesnega sodelovanja s Hrvaško na področju energetskih projektov. Stabilna oskrba z energijo je namreč ob aktualnem dogajanju v svetu ključnega pomena. V pogovoru sta Pirc Musar in Milanović posebno pozornost namenila varnostni in politični situaciji v regiji in procesu Brdo-Brioni, ki predstavlja pomembno platformo za združevanje predsednikov regije Zahodnega Balkana in spodbujanje dialoga. Predsednica Republike Slovenije je ob tem poudarila pomen pobudi in predlagala, da se na prihodnjih srečanjih osrednjo vlogo nameni mladim. Delati moramo na povezovanju in sodelovanju mladih iz regije ter na ta način doseči preseganja in napetosti nacionalizmov, populizmov, kar bo na dolgi rok prineslo boljše razumevanje vseh nas. Ob tem je izpostavila tudi pomembnost izmenjave dobrih praks na področju boja proti podnebnim spremembam. Predsednica je izpostavila, da regija potrebuje več Evrope in države regije potrebujejo spodbudo in podporo. Slovenija po besedah predsednice to podporo državam nudi in jo bo aktivno nudila tudi v prihodnje. Slovenija je skupaj z EU in zvezo NATO enotna in solidarna v podpori Ukrajini, ki je bila napadena, bori se za svoje ozemlje in bori se za svobodo. Pri tem jo neomajno podpiramo, je v luči mednarodnega dogajanja poudarila predsednica Pirc Musar. Predsednica Republike Slovenije je svoj prvi obisk na Hrvaškem zaključila z željo, da državi pokažeta državniško modrost in pripadnost evropskim vrednotam, med katerimi je ključna vladavina prava, tako pri reševanju odprtih vprašanj med državama kot v regiji. Evropska unija temelji na povezovanju, solidarnosti, sodelovanju in razumevanju in te vrednote moramo spodbujati tudi v regiji.